Od 24. junija velja velika požarna ogroženost za, pazite, celo Slovenijo. Prepovedano kurjenje, ognjemeti, celo neka dela pa še poostren nadzor napovedujejo. Ampak odziv je bil pa takojšen, ne? Ja, takoj. Dobili smo en zanimiv dokument, formalni poziv Društva za srečno življenje Belis, naslovljen direktno na URSZR. In zahtevajo pojasnila, spremembe, no danes gremo čez argumente z tega poziva. Kaj jih pravzaprav moti pri tem odloku? Glavni očitek, vsaj na začetku, je nesorazmernost. Poziv pravi, kako lahko ista zelo stroga prepoved velja čisto povsod. Ja, od Gorenjske do Krasa, recimo. Točno. Če pa ARSO, Agencija za okolje, sama ugotavlja, da so razmere čisto različne po regijah, a je res enaka nevarnost, če je nekje mokro, druge pa suho kot poper? Saj to. V pozivu nekako namigujejo, da je za uradnike cela Slovenija pač ena sama suha Excelova tabela. Malo odtrgano od realnosti, ne? Ja, zveni malo birokratsko absurdno, če tako rečeva. Ampak oni gredo še dlje. Seveda. Ta argument o nesorazmernosti naslanjajo na Ustavo Republike Slovenije. Trdijo namreč, da taka splošna prepoved, ki ne dopušča nekih milejših ukrepov, mogoče časovna okna za nujna kmetijska dela ali pa obvezna gasilna sredstva zraven, da taka prepoved v bistvu nesorazmerno posega v temeljne pravice. Katere pravice pa omenjajo? Omenjajo jih več. Recimo pravico do zasebne lastnine, ki ščiti posest, pa svobodno gospodarsko pobudo, 74. člen, in zelo pomembno, pravico do dela, 49. člen. In to zadnje je še posebej kritično za kmete, ne? Nujna opravila, košnja, spravilo pridelka. Če tega zdaj ne morejo narediti, pridelek pač propade. To je direktna gospodarska škoda. Torej ni samo abstraktno vprašanje pravic, ampak ima čisto konkretne posledice za preživetje nekaterih. No, potem pa pridemo do točke, ki je mogoče še bolj fundamentalna. Pravna podlaga odloka. Ja. To je pa res zanimivo vprašanje. Poziv sprašuje zelo direktno, zakaj ta odlok ni bil objavljen v uradnem listu. Kolikor vem, naj bi ZUP, zakon o splošnem upravnem postopku, pa tudi ustava zahtevala objavo za take splošne akte, ki posegajo v pravice ljudi. Točno tako. Objava v uradnem listu je načeloma pogoj za veljavnost predpisa. Da sploh začne formalno veljati in zavezovati naslovnike. In če ni bil objavljen, kaj to pomeni? Ja. Če ni bil objavljen, potem je vprašanje, ali je sploh pravno veljaven. Globe pa niso majhne, ne? Sploh ne. Poziv omenja, da so predvidene globe od 250 pa tja do 1000 evrov. To ni malo denarja. Poleg tega pa društvo izpostavlja še pomanjkanje transparentnosti. Kje so strokovne podlage, analize ARSO, ocene tveganja, na čem točno ta odlok temelji? Se pravi, zahtevajo vpogled v podatke, na podlagi katerih je bila sprejeta tako široka odločitev. Tako nekako, ja. Brez teh podlag je težko presoditi, ali je ukrep res utemeljen, sploh ukrep, ki ljudem v bistvu prepoveduje delo na lastni zemlji ali pa opravljanje gospodarske dejavnosti in jim še grozi z globami. Zato tudi ta očitek o finančni krivici verjetno. Potem pa je tu še vprašanje nadzora. Omenjajo napovedan poostren nadzor. Ja, in metode. Sprašujejo po pravni podlagi za uporabo recimo video nadzora ali celo tehnologij prepoznavanja obrazov. V pozivu piše, da dvomijo, če je to skladno z GDPR, Evropsko uredbo o varstvu podatkov, pa našim ZVOP-2. To so kar resne pripombe glede zasebnosti in metod nadzora. Resno. Kaj torej društvo Belis zdaj konkretno zahteva od URSZR? Zahtele so zelo jasne in konkretne. Prva je takojšen preklic odloka. Kar takojšen preklic? Ja. Ali pa alternativno naj ga vsaj spremenijo, tako da se ukrepi prilagodijo dejanski nevarnosti po regijah in da se omogočijo izjeme za nujna kmetijska in gozdarska dela, seveda pod določenimi varnostnimi pogoji. Potem zahtevajo še takojšnjo javno objavo vseh strokovnih podlag, na katerih odlok temelji, in pa seveda opustitev teh spornih nadzornih metod, ki jih omenjajo. So jim postavili kakšen rok? Soja. URSZR so dali 8 dni za odgovor, kar je precej kratek rok. Pa še ena zanimivost. Komu vse so ta poziv poslali v vednost? Seznam je res dolg.
Od ministerstev, inšpektoratov do občin pa medijev, celo aeroklubov. Očitno želijo čim širšo razpravo sprožiti. Zgleda tako, ja. Očitno menijo, da zadeva presega samo odnos med njimi in URSZ. Na eni strani imamo legitimen cilj države zaščito pred požari, kar je seveda pomembno. To vodi URSZ s tem odlokom. Na drugi strani pa imamo formalni poziv državljanov, ki opozarja na potencialno nesorazmernost ukrepov, vprašljivo pravno veljavnost zaradi neobjave v uradnem listu, pomanjkanje transparentnosti in pa skrbi glede metod nadzora. Drži, gre za klasično tehtanje, med javno varnostjo na eni strani in temeljnimi pravicami posameznikov na drugi, pravico do dela, do lastnine, do gospodarske svobode. Kako bo URSZ odgovoril na te argumente, bo zagotovo pomemben pokazatelj tega tehtanja. Bodo vztrajali pri svojem ali bodo pripravljeni ukrep prilagoditi? Za konec pa mogoče še vprašanje za razmislek, ki ga ta primer odpira. Kje je pravzaprav meja med nujnimi varnostnimi ukrepi, ko nevarnost res obstaja, in omejitvami, ki jih ljudje čutijo kot nesorazmerne, kot neko birokratsko togost ali celo krivico? In kako pomembno je, da so taki ukrepi ne samo strokovno utemeljeni, ampak tudi, da so pravno čisti in transparentno predstavljeni javnosti. Ja, točno to. Da ljudje razumejo, zakaj nekaj velja in da je pravna podlaga neoporečna. Bomo videli, kako se bo ta zgodba razpletla.